Gremo na veliki poti. Pisanje spominov je zame kot dihanje in pitje srca. Je bilo moje samotno potovanje okrog sveta beg od doma? Najbrž. Razen spominov na ljubega očka, ki je zapustil ta svet, ko sem bila stara 8 let. Me na otroštvo vežejo same bolečine. Če ne bi bilo tako, bi najbrž ostala v Celju in igrala vlogo meščanske gospodinje. Ampak morala sem v svet nevarnih, skrivnostni svet. Hotela sem spoznati jezike, navade, verovanja, uroke, umetnost in življenje ljudi v džunglah, puščavah, za katere marsikdo še nikoli ni slišal. Doživeti bom napolnila romane, zgodbe in potopise. Zapisala bom pričevanja. Kljubovala bom smrtnim, nevarnostim in boleznim ter napisala bom toliko knjig, da bom z njimi napolnila veliko omaro. Pot v knjige in domišljijo mi je odprlo znanje jezikov. Takoj, ko sem postala polnoletna, sem se sama odpravila v London. V skromni in mrzli sobi sem samo spala, največ časa sem preživela v knjižnicah in jezikovni šoli. Da sem lahko študirala, sem delala kot strojepiška in prevajalka. Vsak trenutek, tudi zjutraj, ko sem se urejala za službo in zvečer pred spanjem, sem se učila tuje jezike. Najmanj 10 novih besed na dan. Pri 21 letih sem z odliko diplomirala iz angleščine, danščine, francoščine, italijanščine, norveščine, švedščine, ruščine in španščine. Ko sem postala učiteljica jezikov za azijske študente, sva se spoprijateljila z mladim Kitajcem. Postal je moj zaročenec. Med prvo svetovno vojno sva obiskala mamo. Morda je bil prav on prvi Kitajec, ki je obiskal Celje. Zaradi prevelikih kulturnih razlik sva se kasneje razšla. Po prvi svetovni vojni sem v Celju odprla jezikovno šolo. Vendar doma nisem dolgo zdržala. Mama me je spraševala, kaj me žene na pot, a sem le škomitnila z rameni. Ušujeno mi je, sem je razložila. Tu bi se posušila in ovenela. V nahrbtnik sem vtaknila pisalni stroj in se z enim samim kovčkom odpravila na pot. Če bi imela otroka, kaj od vsega, kar sem vedela, bi mu naštela. Mogoče bi mu pripovedovala o plavajočih indijanskih vaseh na jezeru Titicaca med zasneženimi vrhovi perujskih Andov. Ali o tem, kako sem skušala razvozlati inkovsko pisavo v vozlih, ki jih pravijo kipu. Morda o kipču Litije Kuaj,
ki sem ga imenovala Skrivnostni. Imel je magično moč, reševal me je iz težav in me na potovanjih spremljal vseh 8 let. Ker nisem imela fotoaparata, so se moje skicirke napolnile z risbami ljudi, živali in rastlin, na katere sem naletela. Raziskovala sem starodavna verstva, obredi čarovništva in vraževerja. Potem pa skrivnostna Kitajska. Zdelo se mi je, da je moja radovedna duša zajahala zmaja resnice. Vame sta se naselila zbranost in mir. Prenehala sem razmišljati o lastnih tegobah in se potopila v neizmerno lepoto sveta. Mudri Kitajci pravijo takole: mnogo gozdnih poti vodi k vrhu gore, toda z njenega vrha vsi enako dobro vidijo isti mesec. Nisem vedela, da me najhujše preizkušnje še čakajo. Pred menoj je bilo prostranstvo Južnega morja in naštetih otokov. Večkrat so mi pot prekrižali ljudožerci, srečala sem šamane, ki so jih obsedli duhovi in so v zamaknjenosti napovedovali prihodnost. Zdi se, da so tudi mene napadli duhovi. Zbolela sem za tropsko malarijo in padla v blodnje, ki so me povsem izčrpale. Gorela sem od vročine in v meni se je naselila globoka žalost. Spoznala sem, da se moram vrniti domov. Po vrnitvi v Celje sem doživela leta slave. Moje knjige so bile velike uspešnice. Na predavanja so me vabile evropske univerze in radijske postaje. Predlagali so me celo za Nobelovo nagrado. Slava pa je minljiva. Le v zbranosti in tišini lahko najdemo svetlobo svoje duše in z njo ogrejemo srca. Neumorno pišem knjige, v katerih se rojevata nov svet in novo življenje.